mladimi se želim predvsem pogovarjati o tem, kako vidijo danes razmere v Sloveniji in tudi v Evropski uniji, kaj vidijo, da so njihove težave in kakšne odgovore vidijo. In želim jih predvsem spodbuditi, da se zavedajo, da imajo dovolj znanja, da razmišljajo o tem, kakšne so rešitve in da so predvsem samozavestni in aktivni. Veliko govorimo zadnje čase o aktivnem državljanstvu in aktivno državljanstvo ne pomeni samo neke pravice, ampak tudi odgovornost. Odgovornost za to, da spremljajo družbene pojave, odgovornost, da jih analizirajo in razumejo in odgovornost, da iščejo rešitve in da jih poskušajo tudi uresničiti. Predvsem to, da Evropska unija ni nekaj izven nas, ni neka zunanja politika Slovenije, ampak da smo Evropska unija mi. Da mi sooblikujemo Slovenijo, ko rečem mi, mislim Slovenijo, sooblikujemo vse politike in da jih oblikujemo zato, da imajo tudi slovenski državljani in državljanke od teh nekaj koristi. In mladi zagotovo te prednosti in koristi imajo in naj jih izkoristijo. Med drugim recimo je ta nov proračun, ki je začel veljati letos in se bo iztekel leta 2020, veliko bližje mladim, veliko več denarja je namenjenega štipendijam za mlade, mobilnosti, potem prostovoljni službi. Uvedli smo celo nov mehanizem štipendiranja mladih, ne štipendiranja, temveč kreditiranja mladih, ki pripravljajo magistrske naloge. Skratka, naj to izkoristijo. Morda tisti, ki še ne razmišljajo o tem, na katero šolo bi šli, kje bi nadaljevali šolanje, naj gredo na te informativne dneve, ki jih šole organizirajo in naj tudi vprašajo, kako je šola vpeta v mednarodno sodelovanje, kajti pomembno za mlade je, da imajo tudi učitelje, profesorje, mentorje, take, ki jih zanima sodelovanje. Mislim, da je kar obveza mladih, če želijo biti konkurenčni, da so tudi mobilni in da imajo izkušnje ne samo iz svojega domačega kraja, ampak tudi v drugem.